Ponedeljek je dan za Reporter. Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse. Prav lepo pozdravljeni še v drugem delu oddaje v Zakulisju. Tokrat bomo s mojim sogovornikom Igorjem Kršinarjem, novinarjem Reporterja, spregovorili o aktualnem političnem dogajanju pri nas. Zdaj volitve so za nami, Igor. Marsikaj se je dogajalo. V prejšnji oddaji smo govorili o tvoji knjigi, Komu je bil na poti Ivan Kramberger. Mogoče samo še, komu misliš, so bili dani Krambergerjevi glasovi na teh zadnjih volitvah. Ti si vsako leto na vseh volitvah opravljal analize, kam so šli ti glasovi. Čeravno, veliko njegovih volivcev, kot si mi dejal, Krambergerjevih je že pokojnih. Ja, ker se je spremenilo 30 let in v bistvu se je zamenjala, so se zamenjali volivci, polovica od tistih volivcev ni več živih. Zdaj so tudi volivci tisti, ki so se rodili mnoga leta potem, ko Krambergerja ni bilo več. Se pravi, rečemo, tisti, ki so rojeni 2004, so letos dobili volilno pravico. Ja. Ali pa bodo. Tako. Zdaj, kam so šli ti glasovi, to je težko ugibati, Ampak lahko pa nekaj povem, Kramberger je dobil največ glasov v Lenartu in v Šentjurju. Breznik, SDS v Lenartu izvoljen bil, Jelka Godec, SDS v Šentjurju. In če gledamo še mogoče druge občine, ki so zdaj volilni okraji, kjer je dobil rad 25%, spet pridemo do podobnega zaključka, da so tam izvoljeni poslanci SDS. Pa mogoče kakšen tudi iz Nove Slovenije. Zanimivo. Recimo v Lendavi. Zanimivo. No, največ glasov na teh zadnjih volitvah pa je dobila stranka Roberta Goloba, ki je postal tudi predsednik vlade. Presenečen? Jaz v bistvu sem njihovo zmago pričakoval, nisem pa pričakoval, da bodo zmagali s tako ogromno razliko. V bistvu me ni presenetilo. Če gledamo volitve, lahko ugotovimo, da pravzaprav se desno volilno telo dosega tam nekje tretjino volilnega telesa celotnega. Morda je bilo v 90-ih letih je bilo drugače, so segli polovico. Se v bistvu v teh 30 letih, pa veliko 20 letih, posebej v zadnjih 10 letih so se skrčili na tretjino. In stranke, kot so SDS, Nova Slovenija, Povežimo Slovenijo in Naša dežela so dobile tam okrog 35% glasov. In to je to. To je to. Se pravi, celotna desnica dobi to glasov, kakor eno gibanje Svoboda. Se ti zdi, da bi bilo kaj drugače, če bi Robert Golob še kar ostal na čelu GEN-I takrat, ko se mu je iztekel mandat in bi mu ga lahko podaljšali? Ja, zdaj vprašanje, ali bi se pojavil kakšen nov obraz, kdo bi bil, kakšen bi bil, recimo, če bi Čeferin nastopil. Ja. Bi lahko bil isti rezultat ali pa še mogoče še višji. Če pa recimo bi nastopile stranke KUL-a same, ne bi bilo nobene druge stranke, potem lahko bi prišlo po moje
bi zelo verjetno prišlo do podobnega položaja kot leta 2018, da bi pač ena od teh strank dobila nekoliko več, druge pa nekoliko manj. Verjetno bi bila tista, ki bi dobila več, SD Tanja Fajon. Relativna zmagovalka bi bila pa SDS. Ne? Ampak to pa ne pomeni, da bi SDS tudi sestavila vlado, ker po moji oceni bi ta koalicija KUL še zmeraj dobila več glasov. Ne? Zakaj to zdaj tako ocenjujem? Zaradi tega, ker pač lahko sklepamo, vidimo, da je Gibanje Svoboda v bistvu nekako odvzelo večino volivcev tem strankam KUL. Tudi SD-ju, SD je recimo kazalo, da bo dobil tam 15-18% glasov, preden se je Golob pojavil. Na volitvah so pa dobili tam 6% ali 7%. Verjetno tudi Levica malce več kazala. Tudi Levica bi dobila več, ne. Predvsem pa sta izgubili Lista Marjana Šarca in stranka Alenke Bratušek, ki sta v bistvu izpadli iz parlamenta. In jih je nekako rešil zdaj. Zdaj jih je nazaj rešil, ker v bistvu gre za iste volivce, iste volilne glasove, ne. Kar je v bistvu po svoje razumljivo. Ne. Golob je dejansko glede na svojo kadrovsko kapaciteto dobil preveč, ne, in zdaj bo pač vzel tistim, katerim je vzel. In so pravzaprav njemu sorodni in podobni. Pa misliš, da se v največji stranki, opozicijski stranki SDS, pa Janez Janša, sploh kaj vpraša, kaj mi je tega treba bilo, ko si je nekako sam naredil kandidata, ki ga je dobesedno premagal iz kavča, ne? Če se malce pošalim. Ja, to drži. V bistvu jaz se v bistvu včasih res sprašujem, tukaj gre za sploh kakšen premislek ali ne, ali je to mogoče kot basen v škorpijonu, ne? Ki ga žaba nosi skozi potok, potem pa ga na sred potoku žabo piči, pa oba dva potoneta, pa reče pač, to je pač v moje naravi. Ne? Ja. Zdaj, hočem povedati naslednje. Ne? Recimo, leta 2013 bi morda Janševa vlada ne padla, tista druga Janševa vlada, če bi Janša seveda takrat odstopil in prepustil položaj nekomu drugemu iz svojih vrst. Malce se je govorilo o Andreju Vizjaku. Govorilo se je o Vizjaku, recimo, ne, tudi o Šušteršiču, ampak rečemo o Vizjaku, ne, recimo, in bi tista vlada nadaljevala svoje delo, ne lahko. Ampak ne. In recimo, če se spomnimo, ne, leta 2006, ko je zamenjal Jankovića, oziroma ko je prišlo do tistega znamenitega sestanka, ne, Janković ni bil več markator. So potem zamenjali Jankovića, Janković je šel v Ljubljano za politiko, potem je prišel na volitve leta 2011. Kamorkoli prišel je zmagal, ne? Tam je zmagal, res pa je bil potem naroden, ne? Da pa pol ni znal vlade sestaviti, ne? Ker je podoben avtokrat kot Janša, ne? In je Janši to uspelo, ne? Ker je imel pač več izkušenj, ne? No, ampak ta zgodba je zelo podobna, zakaj sem omenil zgodbo z Jankovićem, ker je zelo podobna te zgodbi z Golobom, ne? Zakaj mu je bilo treba zdaj Goloba ne podaljšati, ne podaljšati? Mislim, on je sam sebi ustvaril nasprotnika. Pa bi ga imel še tam, na Geniji. Pa bi ga še imel tam, tako. Ja, verjetno se ne bi spustil v politiko. No, podobna zgodba malce je tudi predsednica Državnega zbora, ne, Urška Klakočar Zupančič, ne. Če se ne bi nekako tudi Vinko Gorenak spustil v njo, ne, pa verjetno bi še kar bila tam na sodišču, ne. Mislim, da mu je ona zelo hvaležna. Ja, zdaj, ja. In samo svoja, ne, na nek način. Ni zapeta, je zadrgana ali kako bi človek dejal, ne. Ona je sproščena, ona je v bistvu, bi rekel, neka poživitev, nekaj novega v slovenski politiki, da je ne rabimo jemati strogo resno. Ja. Hkrati pa je dovolj resna, recimo, ko je rekla poslancem, povedala, ne, da je njihovo delovno mesto v poslanskih klopeh. Tega ni naredil še nihče. In brez izjeme, ne? In brez izjeme. Tudi svoje koalicijske. Tako, tudi svoje koalicijske partnerje. Tako. In naletela kar na burne odzive tudi iz te strani, ne? Ja. Igor, lej, dolgo si v medijih, ne? Tudi sam si šel še prej, ko je bil Mak,
pa potem, ko se je ustanavljal Reporter, skozi tudi osebno stisko, težke čase. Kako gledaš na to dogajanje v času prejšnje vlade na STA-ju, pa tudi to, kar se dogaja z javno RTV? Ja, to je lepo, mislim, sem zelo vesel, da si omenil na tisto zgodbo o Umagu, kjer smo v bistvu mi bili v podobnem položaju. Pač prevzeli so uredništvo. Se pravi, mimo volje novinarjev so nam usilili urednika in so rekli, da bomo pisali drugače, kot smo pisali do takrat. Zato smo se mi temu uprli. Iz tega razloga tudi jaz popolnoma razumem novinarje javne RTV, ki doživljajo čisto podobno usodo. Ali pa recimo, če se spomnimo Slovenske tiskovne agencije. Ja. Kdo je bil največja žrtev tistega spora med vlado in takratnim direktorjem STA, Veselinovičem? Največja žrtev so bili novinarji, ker jim vlada ni dala denarja za plače, čeprav so delali. In si v negotovosti. Ljudje so imeli družine, ljudje so imeli, ne vem, marsikaj tudi mogoče kdo kredit, lahko je izgubil stanovanje. In ne veš, kaj bo jutri. Ne veš, kaj bo jutri, nekateri so za to šli. Za novinarsko delo je pa to zelo pomembno, da ti veš, da imaš nekako, rekel svetlo, ampak nekako zagarantirano prihodnost in lažje pišeš, lažje delaš. In se v bistvu so se obnašali kot neki mali bogovi, ki so jim v bistvu ljudje ta zadnja briga. To so novinarji, glih tako kot ne vem, pa tudi če se ne strinjaš vsem, o čemer pišejo. Vsi niso vsi enaki, ne? Vsi niso, ja. Poleg tega, tudi STA nima, ne vem, kakšne politične konotacije, da bi recimo bila nevarna. Bolj novičarska, ne? Bolj novičarska, ne? No in pa, če greva zdaj nazaj na RTV, jaz, na primer, sem se vsaj 2 izjav programskega svetnika Slavka Kmetiča, dobro ga poznam, mislim si, da nima ravno veliko vedenja o medijih, pa je vedno nekako v medijih, torej programski svet v biti ni kar tako, in dejati, sem poklical urednico, povedal, kjer novinar je tak in tak, ko ga bomo zaposlili. Ali pa zdaj reči, pa jih bomo zmetali, pa jih bomo dali na cesto, pa bo pareta. Ali pa se ne rabimo nacionalne, javne RTV, pa ne rabimo, ker imamo novo 24 TV. No, to hočem povedati, tu gre pa za stvar, da je on s takimi izjavami je zrušil neko, ko bi rekel, status quo. Na televiziji je bilo eno nenapisano pravilo, da je to, tam so, bi rekel, ena peščica, rečemo malo bolj desnih, pa večina bolj levo razmišljajoči, čeprav... Tudi že večinoma rojenih po letu 90. Tako, pa tudi, mislim, to bo malo krivično, če bi rekel levo usmerjenih. Preveč se izenači ljudi, ki ne marajo Janše za levimi, to ni res. Ampak dobro, če ostanemo pri tej zadevi. Med tema 2 skupinama je bilo neko pravilo. Ko smo mi na oblasti, ste vi v ozadju, pa se vam ne bo zgodilo nič hudega. Ko boste pa vi prišli na oblast, bomo pa mi v ozadju, pa se nam ne bo zgodilo nič hudega. In gospod Slavko Kmetič je s svojimi izjavami porušil to ravnovesje. Kaj je povzročil? On prvič se je pod tem mandatom začelo obračunavanje z novinarji. Če se spomnimo recimo Valentina Areha, ki je bil začasni direktor televizije, on je naredil nek program. Zdaj, lahko se z njim strinjamo, lahko ne. Ampak je imel en kriterij. Oddaje, ki so manj gledane, jih bomo preselili na drugi program. Ali pa jih bomo ukinili. Oddaje, ki se dobro gledajo, bodo na prvem. In na prvem so ostali Studio City, na prvem je ostal Tednik, pa Tarča. To so posebej oddaje, ki bi rekel, SDS-u niso pogodu. Seveda, odpadla je tudi oddaja Tanje Gobec, ki je bila zelo dobro gledana, zelo dobra oddaja. Ponavadi sta brezmejna 2 različni osebi, politične profilirani. Tako je. Potem pa Globus, ker je za mene
Žalostno, ne? To je žalostno. Začela se je celo vojna takrat, ne? No, ampak hočem povedati, da v bistvu, da če danes gledamo, ne, bi res rekel, da je škoda, da ni vstal. Ne? Ker to, kar se pa zdaj dogaja na javni televiziji, je pa v bistvu masakr. Je tebi to prav, ne, da se reče, tudi veliko krat slišimo v teh političnih krogih, pa sej to, kar razumem politike, bomo imeli prvi program, ki bo lev, v narekovajih govorim, na vednicah, pa desnega, drugega, ki je desni. Ne. Ja, Igor, lej, tukaj se vprašam tako, midva. Kateri program bi midva šla? Ja. Ja. A bi šla na levega, a bi šla na desnega? Nobena ne bi bila dobrodošla. Ne? No, ja. Jaz mislim, da je to večina pri novinarjih. Ne? Ja. In meni je celo prav, ne? Karikiram, ne? Jaz bi si želel, da Ksenija Horvat, sva prej govorila, pa Jože Možina, ne da vodi Jože Možina goste, intervjuje z desnimi, Ksenija recimo z levimi gosti. Ne? Jaz bi raje videl, da je obratno, če že, ali pa da oba lahko z obema. Ne? Ja, seveda. Mislim, to karikiram, ampak meni je ziv, da delaš intervju tudi z nekom, ki drugače razmišlja kot ti. No, pa poglejmo recimo Studio City, ki pravijo, da je to, ne vem, popolno levičarska oddaja, pa poglejmo goste. Pa so bili vedno goste različni. Pa poglejmo Areno. Ja. Kakšna pa tam zasedba? Primerjamo te dve oddaji. Sej, zakaj ukiniti Studio City? Ne bo enkrat Studio City, naslednjič pa Arena. Pa da vidimo, kdo bo bolj gledan. Ali pa recimo ponedeljkih Studio City, v torkih Arena. Ja. Pa bomo videli, bodo gledalci povedali svoje, kaj bodo gledali, kako bodo gledali. Kaj s tem hočem povedati, da vpliv politike na medije se zmeraj slabo konča. Ne? Ja, seveda. In to vmešavanje, se pravi, v bistvu problem je, da se je politika se nikoli prej ni toliko vmešavala, kolikor se zdaj. Ker prej sem povedal, je veljalo neko nenapisano pravilo. Ko bomo mi na oblasti, boste vi v ozadju, se vam nič ne bo zgodilo. Zdaj pa nekdo na oblasti, drugi so v ozadju, ampak se jim nekaj dogaja. To je ta problem. In ukinjajo oddaje. Prestavljajo iz prvega na drugi program. Tako, in tu so oni to ravnovesje porušili. In zato prihaja do tega, bi rekel, upora na televiziji, in zadeva, zdaj, jaz ne vem, zdaj, ko se pogovarjava, še ne veva, ali bo morda Uroš Urbanija izvoljen za direktorja, ampak če bo mi, da se pogovarjava 4.7., da bo 4.7., tako. Ja, ne veva še. Ne veva ali še. Bo Patrik Greblo, ne? Ja, ampak mislim, da bo prišlo do še hujšega novinarskega upora. Ne vemo niti ne, ali bo referendum, pa se bodo ljudje odločali o tem, ali še plačevati redni mesečni prispevek. Ne? Mislim, da tega referenduma ne bo. Če bo referendum o spremembi strukture televizije, se pravi, da bo ta svet, RTV, programski svet, ki je 25-članski, zamenjal 17-članski svet, pa da bo uprava drugačna. Da bo manj politike, in tako naprej. Da bo manj politike, tako zdaj, naprej. Veliko načrtov je bilo, tudi napovedi nove vlade, ampak zdaj se vidi, da je že naletela na nekaj težkih ovir, na izkušeno opozicijo, predvsem kar se tiče stranke SDS, ki je izkušena stranka, ki ve, kakšen projekt zaustaviti. Ampak a se bo kdaj v Sloveniji končalo to, da bodo drugim polena metali pod noge, ampak da bodo enkrat, ne vem, zaorali isto ledino, skupno ledino? Vse v bistvu to, da mečejo polena drugim pod noge, to lahko vidimo tudi nekaj, recimo v Veliki Britaniji, povsod, v Italiji, recimo, v Nemčiji mogoče malo manj, v Avstriji se mi tudi mogoče da, tudi na Hrvaškem vidimo. V ZDA tudi. Ampak, ZDA pa itak. Ampak recimo na takšen način, recimo, da pride do situacije, da nekdo reče, jaz bi pa imel, ne vem, novo vlado, pa bi imel na mesto 17 ministrov 20. Pa reče opozicijska stranka, ne boš je imel, ker bomo mi dali predlog za posvetovalni referendum.
In Že potem prvi mine dan. en mesec in oni sprejmejo zakon in rečejo, zdaj bomo pa dali zakonodajni referendum. Ja. Mislim, že sama ureditev v Sloveniji je neumna. Mi bi mogli imeti ureditev, da da enostavno parlament izvoli mandatarja in mandatar postavi vlado, kakršno hoče, pika. Tako, ja. In tu temu se pa ni, SDS-u se ni pridružila Nova Slovenija. Zdaj, vprašanje. Problem je, ko bo zadeva šla na referendum, ali se bo Nova Slovenija upala na referendumu reči, ljudje, ne udeležite se referenduma, ker je neumen, Aha. ali bodo rekli, ja, mi smo pa tudi proti temu, da bi bila tako velika vlada. In bodo prikimali SDS-u. In bodo nadaljevali tisto svojo vlogo satelita večje stranke. Bi ti raje, kot dolgoletni poznavalec slovenske politike, pa tudi medijev, a bi ti raje videl v tej vladi Roberta Goloba na mesto Levice Novo Slovenijo? Ja, zanimivo vprašanje. Bom odgovoril, ja. Meni se zdi, da če bi bil Drnovšek, oziroma ko je bil Drnovšek, je vedno povabil iz ene in iz druge opcije. Ne? Se pravi, v vladi njegovi so bili, tako bi rekel, prenovljeni komunisti oziroma Združena lista kot krščanski demokrati. Tudi SDS včasih. Potem je bila recimo SLS, tudi SDS je bila. Ne? Do časa Pučnika. Ja. Na zadnji vladi je bila SLS, ne? Je bila SD in je bila SLS. Ne? In jaz mislim, da bi bila taka vlada bolj uravnotežena. Ne? Tudi nekaj ministrov Je prejšnje pa- Janševe je pa- vlade je kar dobro delalo. Jaz osebno seveda bi raje tako videl, pa vprašanje, ali bi volivci tako videli, ker se je treba zavedati, da se v bistvu, da je pač Janševa vlada, bi rekel, zadnja Janševa vlada bila vendarle drugačna od prejšnjih Janševih vlad. Ne? Bila je bolj avtokratska, omejevala je človekove pravice, izkoriščala je epidemijo. Zato, Nova da Slovenija je bila pa del, ne? Nova Slovenija je bila pa del klimavec, ki ni niti ugovarjala zoper to. Po drugi strani se pa že vidijo tudi prve čeri, tudi nasprotovanja Levice, tudi kakšnim idejam največje stranke zdaj, ne? Ja, seveda. Golobovi, sploh, ker se gre za NATO, odnos do vojne v Ukrajini in tako Ja, naprej. čeprav oni v bistvu to delajo na deklarativni ravni, se pravi, oni ne ovirajo vlade pri tem, da bi v bistvu podprla vstop Švedske in Finske v NATO, a ne. Tega vendarle ne počnejo, ne. Seveda, to jaz razumem, imajo pač tako volilno strukturo, ne. Ampak začela se bo draginja, začele se bodo mogoče tudi zmanjševanje teh socialnih transferjev, ne. Tu pa zna Levica biti, ne, to je pa njena baza, ne. Tu pa zna biti Levica tista, ki pa ne bo samo na deklarativni ravni Ja, nasprotovala nižjemu standardu tistih, za katere ona nekako stoji, ne. ja, pričakujemo, ne, pričakujemo, da bo to res, čeprav vsi tudi socialdemokrati, ne, Ja, tudi. socialni demokrati je tudi so zelo socialno usmerjeni, ne vem. Je to pol priložnost, da pa mogoče Nova Slovenija pride na sred mandata in da se Da nekako bi- odlepi od SDS? Jaz mislim, da se to ne bo zgodilo, zato ker enostavno prvič, tudi če gre Levica ven iz vlade, Lahko še vedno vlada. lahko še zmeri vlada Golob z SD. Če pa recimo, mislim, da pa SD ni tako neumen, da v SD niso tako neumni, da bi šli ven iz vlade, zato da bi potem Golob dal vlado vzel Novo Slovenijo, pa tudi v tem je problem, a bi Nova Slovenija potem sred mandata šla v tako vlado, ne? Ali bi kalkulirali, češ na volitvah pa lahko dobimo več in tako dalje. Jaz mislim, da bo ta vlada kar ostala takšna, kot je. Igor, Borut Pahor se po 2 mandatih poslavlja od mesta predsednika republike. Zdaj je nekaj kar zanimivih kandidatov, Nataša Pirc Musar, nestrankarska s podporo 2 bivših predsednikov Slovenije, ne? Potem Nina Krajnik, recimo tudi s podporo nekdanjega pomembnega pravnika Jambreka, ne?
Ja. Potem Marta Kos, ne, ki je kandidatka Svobode. Potem od danes vemo tudi Anže Logar. Anže Logar, ki ni nepomemben kandidat. Ne. Mislim, da s prvo podpisano podporo Romano Jordan, ki je nekako bila na stranskem tiru pri SDS-u, ne, kar nam lahko nekaj pove. Pa še se bodo pojavili še tudi en humanitarec, ne, pa še kdo, mogoče tudi Župan Prebelič. Prebelič, ja, tudi s podporo nekaterih županov. SD bomo videli, koga bo. Ja, mogoče Dejana Židana bomo videli. Kaj Dvomim. dvomiš? Kaj ti pričakuješ? Bo kar napeto? Ja, še Ljudmilo Novak smo pozabili, ne? Ja, jaz sem omenil. Mimogrede, ja. Sam ni še čisto odločila. Ja, ona se še ni odločila. Na današnji dan, 4.7. Se še ni odločila, tako. Ja. Jaz mislim, da v bistvu se tukaj bodo, recimo, če se ustava samo pri tistih kandidatih, ki so do zdaj najavljeni, Vsaj 200 na isti strani, ne? Ampak so trije. Ne? Trije kandidati, ki recimo, okoli katerih se mi zdi, da se bo ta tekma vrtela. Ne? To so Marta Kos, Nataša Pirc-Musar in Anže Logar. Anže Logar, ker ima podporo stranke, to ne moramo Pa mogoče tudi prezreti. koga izven, ne? Tudi mogoče koga izven, ker on ne sodi ravno v tisti, bi rekel, Ožji krog. ožji krog, ali Janeza pa rečemo Janše, ta ne? trd, bi rekel, se raje izrazil trd krog SDS. On sodi v zmernejši krog SDS. Zato ga je tudi podprla Romana Jordan, ki je tudi sama nekako spadala v ta zmernejši krog SDS. Ne? Kot evropska poslanka. Kot evropska poslanka in je nekako prišla v spor z predsednikom stranke, ne? Sicer zelo na tiho, ampak Nije. tako nije. Spor To se je nekaj končal pove. tako, da se je Ja. pač umaknila. Tako, ja. Ne? Anže Logar je pa tudi zanimiv zaradi tega, ne? Recimo kot zunanjega ministra sem si ga zapomnil potem, da on je vendarle bil bolj v jedrni Evropi kot pri Višegrajcih. Ne? Po drugi strani pa seveda je on zelo previden in ne bo naredil nič, da se ne bi zameril predsedniku Janši. Ne? Ker pač okrog Janša ima za sabo neko svojo skupino volivcev, ki bodo podprli kogarkoli bo on predlagal. Se pravi, zdaj od tega, če je kandidat boljši, a ne, potem pač dobi še koga več, par glasov več. Zanimivo bo to opazovati. Recimo Milan Zver je dobil 24%, res, da je bil kandidat 3 strank. Premalo za drugi krog, ne? Ja, takrat je desnica volila Pahorja tudi, že v prvem krogu. Ne? Potem recimo Romana Tomc, ne, je dobila 13,6, tu nekje. Malce več kot Ljudmila Novak, ne? Malce več kot Ljudmila Novak, ne? Ampak recimo, ne, ampak hočem povedati, ne, obe dve skupaj sta dobile manj, kot recimo je dobil Milan Zver 5 let prej. Zakaj? Zato, ker je večina desnih volivcev takrat volilo Šarca. Ne? Zdaj bomo pa videli, kako bo. Ne? Zdaj... No, saj na tej strani Nataša Pirc-Musar, ne, pa Marta Kos, Jaz mislim, da bo kako to... iz istega bazena, ne, Ja. konkurirata. To me spominja na tisto situacijo, ko smo imeli, če se spomniš, ko je bil Peterle kandidat, bi rekel, vse desnice, ne? Potem sta bila pa Danilo Türk in Mitja Gaspari. Ja. In potem je prišlo do tega, da sta šla v drugi krog. Danilo Türk in Peterle, so bili pa vsi trije skupaj. Zelo, ne? Zelo skupaj. Ne? Tudi Mitja Gaspari, ja. In potem so volivci Mitja Gasparija podprli Danila Türka in je on potem v bistvu pravzaprav... Se lahko v kakšnem primeru zgodi, da desnica, če Anže Logar, desnica, ne, tista... Če Anže Logar pride v drugi krog, jaz mislim, da bo zgubil proti tistemu, ki bo pač v prvem... Ne more zmagati desnica na predsedniških volitvah. Mislim, da ne. Anžetu Logarju je v bistvu to, da ima podporo Janša, seveda korist v prvem krogu. V drugem krogu bi mu bilo pa to v škodo. Bi v njem videli Janeza Janša. Tako.
Zanimivo. Ne veva pa, se pravim, ne veva, kako se bo odločila Ljudmila Novak, niti kakšne so njene možnosti. Bojim se, ne, čeprav jaz osebno mislim, da je bila ona zelo zanimiva kandidatka, prihaja ženska je, prihaja iz desnega pola in še velika nasprotnica Janše je. Ne. Ona pravzaprav bi združevala lahko vse tisto, kar je večina Slovencev. Jaz sem Ampak ja. na eni strani jo blokira Logar, na drugi strani pa Nataša Pirc-Musar in Marta Kos. Tako da je vprašanje, če ona pride v drugi krog. Morebiti bi pa zelo podobna kandidatka, pa uspešna lahko bila tudi nekdanja vodja protokola Ksenija Benedetti, ne, ki pa je rekla, da ne bo kandidirala, ne, da ne vidi tega, ampak ona je tudi zelo zanimiva ženska. Ne. Bomo dobili žensko za predsednico vlade? Vse je v zraku je tako, ne, da neko, se bo pojavil še kak moški, ki je da mora biti ženska, ne, v zraku je vse tako, da mora biti ženska, ne, ampak na koncu se lahko zgodi, da bodo ženske v bistvu druge podkopale in na koncu bo lahko celo moški. Ja. Ampak ne vem, med temi, ki smo jih omenila, nikogar ne vidim, ki bi lahko, bi rekel, posegal. Tudi z gospoda Prebiliča, jaz mislim, da je on preveč omejen lokalno na konc Kočevja, ne, in ne vem, koliko je on poznan po Sloveniji, da bi lahko rekel, da lahko on ima kakšne možnosti, če bi imel, bi v bistvu on lahko en tak favorit. Ne. Na Reporterju še vedno veliko delaš, ne? Ja, še. Trudimo se. Trudi. In gre, ne? Zaenkrat gre. Ne, gre še naprej, ne? Ja. Dokler nas bodo ljudje brali, bo šlo. Tako. Igor, hvala ti tudi za ta drugi del. Nekaj sva povedala, zagotovo boš kdaj priložnost, da kaj poveva, ne? Hvala. Hvala enako. Hvala pa tudi vam za pozornost in pozdravljeni.